Essere misericordiosi vuol dire anche essere capaci di perdono. Questo non è facile, eh? Può succedere che a volte in famiglia Biti usmiljeni pomeni tudi biti sposobni odpuščanja. To ni enostavno. Včasih se lahko zgodi, da nam v družini, šoli, župniji, telovadnici ali drugod kdo stori krivico in nas prizadene, ali pa v takšnem trenutku nervoznosti sami prizadenemo druge. Ne ostanimo v zameri ali želji po maščevanju. To ne služi ničemur. Je črv, ki nam grize dušo in nam ne dopušča biti srečni. Odpustimo in pozabimo na prejeto žalitev. Tako lahko dojamemo Jezusov nauk in smo njegovi učenci ter priče usmiljenja. Tako je dejal papež Frančišek v videosporočilu mladostnikom, ki so se 23. aprila zvečer zbrali na rimskem olimpijskem stadionu, da bi skupaj praznovali in se veselili. In sicer s programom, sestavljenim iz glasbenih točk ter pričevanj. Slednja mladostnikom lahko pomagajo rasti v veri in življenju, je poudaril sveti oče. Osebno se jim na stadionu ni mogel pridružiti in kot jim je zagotovil, mu je bilo zato zelo žal. V nadaljevanju pa omenil še, da se pogosto zgodi, ko telefonira prijateljem, da ne more vzpostaviti zveze. Tudi mladostnikom se nedvomno kdaj zgodi, da prenosni telefon ponekod ne najde signala omrežja. Če v našem življenju ni Jezusa, je to tako, kot da ne bi bilo omrežja. Ne moremo se pogovarjati, zapremo se sami vase. Papež je tako mlade povabil, da bi se vedno postavili tja, kjer lovi, bodisi v družini, župniji ali šoli, da bi tako v tem svetu vedno imeli zapovedati kaj dobrega in resničnega. Mladim pa je sveti oče še položil na srce, da bi si dobro zapomnili, katera so dela usmiljenja, saj so leta stil krščanskega življenja. Gre za preprosta dejanja, ki so del vsakodnevnega življenja, ko se Jezusovo obličje prepoznava v obličju mnogih oseb. Tudi mladih, kot ste vi, je dodal papež, tistih, ki so lačni, žejni, ki so begunci ali tujci, ki so bolni ali prosijo za našo pomoč, za naše prijateljstvo. E di vero.